Mlekarna Celea je pri svojem delu inovativna, sodobna mlekarna z visokim ugledom in prepoznavno blagovno znamko. S ciljem nadaljevati začrtano strategijo razvoja, da skupaj s pridelovalci mleka skrbijo za kakovostne in predvsem zdrave izdelke, ki so skladni z njihovim sloganom Naprej k naravi, nadaljujejo zastavljeno pot. Velik korak so naredili že v letu 2012 s pridobitvijo certifikata brez GSO in pot jih vodi naprej. Gospod Marjan Jakub, direktor Mlekarne Celea, kam vas vodi pot? Ja, Mlekarna Celea vsekakor vodi pot naprej. Pred leti smo šli v projekt brez gensko spremenjenih organizmov, kar pomeni, da kmetje, ki oddajajo mleko v Mlekarno Celea, krmijo živali z krmom, ki ni gensko spremenjena. Potrošniki dejansko pričakujejo od nas, da gremo še naprej. To je predelava ekološkega mleka in prav danes nekako podajamo osnovne usmeritve strokovnjaki tako iz fakultete kot iz svetovalne službe, kakšni so postopki preusmeritev kmetij, ki si želijo in ki imajo pogoje za ekološko predelavo. To je precej bolj zahtevna, tudi trajanja prehoda iz konvencionalnega v ekološko je več kot 18 mesecev. Seveda, to mleko je potem treba predelati in ponuditi produkte potrošnikom. Zdaj v Sloveniji praktično v veliki meri se to uvaža iz sosednjih držav. Tako sosednja Avstrija je že to pred velikimi leti spoznala to tržno priložnost. Mi smo se če bomo rekli Slovenci, zbudili dokaj pozno, ampak mislim, da nikoli ni prepozno in v prihodnje seveda želimo si tudi mi, da ponudimo potrošniku mlečne proizvode iz ekološkega mleka. To so predvsem mleko, klasični bioprogrami, jogurt, navadni, skuta in seveda tudi siri. Gospod Jakob, kako lahko prepričate potrošnika, da je proizvod iz Mlekarne Celea res iz slovenskega mleka? Ja, Mlekarna Celea vsekakor že vsa leta oziroma nikoli še nismo pripeljali mleka iz kakršnekoli druge države. Vedno mleko vozimo od našega odkupnega področja, to je od Koroške do Hrvaške, to se pravi Koroška, Šaleška, Savinjska in Obsotelje. Sedaj smo se pa lotili projekta Mlečne ceste, kar pomeni, da bomo povezali vse naše proizvajalce mleka in s tem tudi sledljivost tega mleka in na koncu, ko naredimo mi produkt, je na tem jogurtu ali siru ali skuti koda, ki jo preko pametnega telefona skeniraš in lahko potem ugotoviš, od katerega proizvajalca oziroma katerih proizvajalcev je bilo to mleko, kar pomeni, da to zagotovostjo zagotavljamo, da so ti proizvodi izključno iz slovenskega mleka. Gospa Ani Gerold, vi ste vodja odkupa mleka na Koroškem. Kako poteka odkup mleka v tem delu Slovenije? Ja, mi smo Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga je organizator odkupa za 12 občin na Koroškem in mleko tržimo pretežno v Mlekarno Celea, več kot 80%. Celotni odkup pa je v višini 31 milijonov na letni ravni. Smo največji odkupovalec na tem delu in tudi največji dobavitelj, prav tako pa tudi največji zadružni lastnik Mlekarne Celea in smo na vse projekte, za katere se v zadnjem času Mlekarna Celea odloča, jo pri tem zelo podpiramo in poskušamo tudi navduševati naše rejce, da se prilagajajo vsem tržnim nišam, ki jih iščejo na teh težkih trgih. Predvidevate, da se bo odkup mleka na Koroškem še povečal? Vsako leto je pravzaprav nekaj večji odkup. Moram priznati, da smo nekaj rejcev v preteklem letu tudi izgubili. So se pojavila tudi konkurenca. Mi verjamemo, da
smo trenutno zelo konkurenčni in da tudi rejcev več izgubljali ne bomo. Z nekaterimi preusmeritvami morda precej delamo na kvaliteti, ne pa toliko na količini, tako da ne bi upala trditi, da se bo količinsko zelo povečeval ta odkup. Ampak dela se na kvaliteti, na različnih tržnih nišah, kjer pa res sledimo Mlekarni Celeja. Predsednik Govedorejskega društva Slovenj Gradec Matej Skrivarnik, kakšno stališče imate govedorejci do ekološke pridelave mleka? Ja, ekološka pridelava mleka je zanimiva za koroško regijo, sploh za tiste kmetije, ki neke kmetije že, ki se ukvarjajo prav z ekološkim kmetijstvom. Res pa je, da se večinoma kmetij, ki se z ekološkim kmetijstvom ukvarja bolj s pridelavo mesa. In ekološka pridelava in potem tudi, kot je sedaj mišljena za samo Mlekarno Celejo, je ena velik izziv za nas rejce in predvsem tisti rejci, ki so nekako imajo in se vidijo v tem, da imajo recimo samo travnat cvet, potem malo manj intenzivno proizvodnjo, pa da bi mogoče z nekimi manjšimi stroški se lahko preusmerili v samo ekološko pridelavo, je za njih, mislim, da kar, če bo seveda potem tudi boljša odkupna cena samega mleka, je lahko neka boljša dodana vrednost. Zato pravim, da pač vsaka kmetija se bo mogla sama odločiti. Mi kot samo društvo ne bomo nobenega priseljevali pod kako prisilo, pa kaj, da bi se pač, kdor se bo videl v sami ekološki pridelavi, seveda tudi s pomočjo stroke je treba se potem na sami kmetiji pogovoriti, videti, katere so tiste takojšnje nujne investicije, pa da se potem sama reja prilagodi s tem ekološkim standardom. Zato jaz mislim, da je pa zelo pogumna odločitev in je prav, da našim slovenskim potrošnikom ponudimo nekaj boljšega, kot da ne bomo samo iz tujine uvažali teh ekoloških proizvodov. Kako pa ocenjujete današnje srečanje s predstavniki Mlekarne Celeja? Ja, samo srečanje je bilo zelo zanimivo. Dobili smo ogromno informacij, tako strani fakultete, potem samega predstavnika Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje, same mlekarne in predstavnice kontrolne organizacije. Zato jaz mislim, da take srečanja so zelo zanimiva in tudi je pa res, da mora vsak posameznik premisliti, mogoče prespati, pa se potem v naslednjih dneh odločiti. Profesorica doktorica Martina Bavec iz Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, kakšne so možnosti za širitev ekološkega kmetijstva v tem delu Slovenije? Možnosti so vsekakor še zelo velike, namreč v Sloveniji je trenutno okoli 3050 kmetij vključenih v sistem kontrole in certificiranja. To je samo 4,6%. Če se primerjamo s sosednjo Avstrijo, jih je tam bilo že leta 2010 15%. Kmetijskih obdelovalnih površin pa je tam v ekološki pridelavi že 20%. Torej, če se že samo primerjamo s sosednjo regijo preko meje, ki nam je blizu in podobna po pridelovalnih pogojih, vidimo, da je potencial še velik. Na drugi strani je pa slovenski trg oziroma potrošniki, ki kupujejo ekološka živila, jih iz leta v leto več kupijo in nažalost trenutno iz slovenskih kmetij pride do slovenskih potrošnikov samo 20 do 25% slovenskih proizvodov. To pomeni, da kar 3/4 vseh ekoloških živil, ki jih danes slovenski potrošnik kupi, uvozimo in prav mlečni izdelki so tisti, kjer je ta uvoz iz drugih držav, predvsem iz sosednje Avstrije, še izjemno močan.
Gospod Jure Knez, vi ste vodja projekta Podjetno v svet podjetništva. Nam lahko morda podrobneje predstavite ta projekt? Projekt Podjetno v svet podjetništva je projekt namenjen podjetniškemu usposabljanju mladih brezposelnih oseb. Cilj je, da osebe, ki se v projekt vključijo, po 4 mesecih ustanovijo svoje podjetje oziroma se zaposlijo pri drugih delodajalcih. Projekt že skoraj 2 leti teče po vsej Sloveniji, na vseh 12 statističnih regijah in v vsaki od teh regij ga izvaja ena od regionalnih razvojnih agencij. Na Koroškem je to Regionalna razvojna agencija za Koroško. Projekt je drugače sofinanciran strani Evropskega socialnega sklada in pa strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Vodilni partner projekta pa je Regionalni center za razvoj iz Zagorja. V osnovi, komu je sedaj projekt namenjen? Projekt je, kot že omenjeno, namenjen mladim do 35. leta starosti, ki so brezposelni in ki imajo najmanj 6. stopnjo izobrazbe. Predvsem pa bom rekel, je ključni pogoj za tiste, ki se vključijo tudi ta, da so to osebe, ki so aktivne, ki si želijo oblikovati svojo poklicno pot in so zato tudi pripravljeni vložiti veliko truda in dela. V tem projektu bodo mladi pridobili mnogo podjetniških znanj. Imamo namreč več kot 4 mesece teh podjetniških usposabljanj. Mladi bodo za 4 mesece tudi zaposleni na Regionalni razvojni agenciji za Koroško in bodo za to svoje delo tudi prejemali plačo. Ob tem jim nudimo tudi mentorstvo izkušenih podjetnikov, ki z njimi delajo, izkušenih bivših podjetnikov in pa mentorstvo samih zaposlenih na Regionalni razvojni agenciji. Ob tem pa je tudi velika dodana vrednost to, da mladi delajo z svojimi somišljeniki, ki jim pomagajo pri razvoju njihove poslovne ideje. Ključno, kot sem že omenil, je, da se vključijo v ta projekt tisti, ki imajo neko poslovno idejo, ki jo želijo realizirati in pa oblikovati nekako svojo poklicno pot. Zdaj bo to v končni fazi pripeljalo do ustanovitve podjetja ali mogoče tudi zaposlitve pri drugem delodajalcu, ni toliko pomembno. Važno je dejansko, da se mladi aktivirajo in dejansko pride iz tega stanja brezposelnosti v stanje zaposlitve. Na kak način pa se lahko nam pridružite? Pravkar imamo objavljen nov javni poziv za vključitev 10 novih oseb, ki bodo z delom začele predvidoma 11. decembra. Javni poziv je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije za Koroško in sicer je to stran www.rra-koroska.si. Na tej strani so objavljeni vsi obrazci, ki jih izpolnite, pošljete in upamo na čim več, čim boljših prijav in čim več mladih, ki imajo energijo, aktivnost in pa motivacijo za to, da bodo uresničili svoje sanje. V tem programu sem vključena že več kot 2 meseca. Sam program traja 4 mesece in v tem času imamo sredstva namenjena individualnemu izobraževanju, ki ga udeleženec izbere sam, ter sredstva za individualne poslovne poti. Seveda imamo tudi na voljo vse ostale poslovne prostore in tehnične pripomočke. Udeleženci imamo zelo različne ideje in sicer agencije za oglaševanje in trženje, solna soba, sprostitveni salon, računalniška znanja, eko-avtopralnica, gledališče dela, fizioterapija, polžja farma in pa vgradnja bioloških gneznic. Sodelavci se zelo dobro razumemo, veliko je timskega dela in se tako tudi hkrati pomagamo pri uresničevanju svojih poslovnih idej. Spoštovane gospe in gospodje, drage udeleženke, spoštovani udeleženci komemoracije, ki jo kot osrednjo občinsko slovesnost ob dnevu spomina na mrtve Mestne občine Slovenj Gradec posveča vsem preminulim prebivalkam in prebivalcem Mislinjske doline, še posebej pa naše mestne občine. Dovolite, da najprej upravičim našega župana, gospoda Andreja Časa, ki je žal zadržan, vse udeleženke in udeležence komemoracije pa prijazno pozdravlja in se vam tudi zahvaljuje za udeležbo. Občinska delegacija je danes v dopoldanskem času že položila vence in cvetja v spomenikih in grobovih naših častnih občanov, sedaj pa bomo simbolno sklenili uradne aktivnosti tudi s položitvijo vencev tukaj v parku herojev in zatem tudi z nagovorom občinskega svetnika gospoda Janeza Potočnika. Prosim pa zdaj praporščake, da zavzamejo svojo pozicijo in kasneje tudi za položitev vencev. Hvala lepa.